Kolesarstvo je v zadnjem času postaja vedno bolj priljubljen šport. Tudi na turistično-informacijskem centru opažajo, da se tovrstni turizem vse bolj razvija. Vsako leto Slovenijo obišče čedalje več turistov, ki se odločijo, da bodo svoj dopust preživeli na kolesu. Zanimanje predvsem pa je po kolesarskih kartah. Predvsem veliko ljudi kolesari to dravsko kolesarsko pot ali pa kolesarjenje po samem Pohorju. Kljub temu pa se kolesarji v Mariboru zaradi slabo urejenih kolesarskih stez pri vsakodnevni vožnji po mestu soočajo s številnimi preprekami in ovirami. Pogosto prihajajo tudi v konflikt s pešci. Potem tudi pentlje v križiščih, kjer se recimo kolesarska površina vodi najprej na cestišču, potem pa se nenadoma spremeni tok in se kolesarja preusmeri na pločnik in potem se ga spet spelje na cesto in to ves čas nenehno prehajanje med to vlogo, ali sem jaz v bistvu udeleženec na cestišču ali sem udeleženec kot pešec. Kolesarji zaradi slabo urejenih stez postajajo v prometu vse bolj moteči. Pri ureditvi kolesarskih poti največkrat osrednjo težavo predstavlja pomanjkanje prostora. V Kopenhagnu so to naredili tako, da so na letni ravni 2% parkirnih mest odvzeli in jih preoblikovali v kolesarsko površino in so preračunali, da bi v 20 letih 2/3 prebivalcev lahko uporabljala kolesa. Rotar izpostavlja tudi težave na področju kolesarskih stojal. Občina sicer s posebnim odlokom opredeljuje število stojal, vendar se tega številne javne institucije še vedno ne držijo. Tehniške fakultete od 2-3 tisoč, 5 tisoč študentov, torej po normativu občinskega odloka bi moralo biti 1050 stojal, je pa jih samo 15. Čeprav je kolesarski turizem čedalje bolj popularen, pa se zdi, da se bo v Mariboru zaradi slabo urejenih kolesarskih stez razvijal veliko počasneje kot v drugih evropskih mestih.